Ja, zdaj pa nas do odmora loči samo še en prispevek, ampak obljubim, da bo luštkan, da bo zabaven, angažirajoč tudi, tako da potegnite iz svojih torbic telefone, a ne, Urška. Morda povem samo še to, gre za področje ozaveščanja, ki se bo začelo na čist nov, prodoren, z denarjem zelo močno podprt, način, po zaslugi seveda evropskih sredstev, ampak začeli smo s tem že leta 1996 s to prepoznavo potrebe, da moramo učenje promovirati, in od takrat naprej izpeljujemo predvsem tedne vseživljenjskega učenja skupaj z mnogimi tukaj, ki ste prisotni, in na podlagi spoznanj, pa tudi, dejstev o tem, kaj še vse nam manjka pri tem, je nastal tale novi projekt že leta 2020, pa zdaj končno ugledal luč sveta, zdaj bo šel pa s polnim zagonom naprej in vodja projekta, magistra Urška Bitner Pipan, bo povedala več. Izvoli. Hvala lepa, Zvonka, in en lep dober dan. Torej še v imenu ekipe, ki se na Andragoškem centru Republike Slovenije ukvarja s tem, da bi zagnali projekt ozaveščanja za vseživljenjsko učenje. Mogoče ste o njem že kaj slišali, zagotovo gre za največji poskus, kako učenje postaviti v ospredje, kako z nacionalnim, poudarkom v bistvu osmisliti vse to, kar počnete vsi tukaj prisotni, tudi tisti, ki ste na drugi strani ekranov, in vas, tudi prav lepo pozdravljam. Če začnemo, bi lahko rekli takole. Danes, če boste še teh 15 minut ostali lahko zbrani, vam bom poskušala predstaviti, kaj in zakaj projekt ozaveščanja za vseživljenjsko učenje sploh je, komu je namenjen, kaj želimo z njim doseči, kako priti do rezultatov, torej po kakšnih poteh želimo, doseči vse, kar smo si zadali, in pa kaj boste od tega imeli vi in vaša organizacija, oziroma če malo, drugače povem, kje vas vidimo, tudi tiste, ki mogoče primarno ne prihajate iz polja izobraževanja in izobraževanja odraslih. Torej, predvsem želimo skozi projekt poudariti pomen vašega dela. Razbiti nekatere stereotipe na polju izobraževanja odraslih, seveda pripeljati na polje izobraževanja odraslih nove ciljne skupine, nove ljudi, tiste, ki jih še ne dosegamo skozi do sedaj, že tako uveljavljene in, veliko energije vlagamo v različne pristope, in pa tudi vse vas aktivno pritegniti v projekt. In če zdaj pogledamo okrog sebe, vidimo, da smo danes tukaj zbrani ne samo iz različnih mest, regij, tudi iz različnih resorjev, prihajamo celo iz različnih držav. In zato danes bi vas želeli najprej majčkeno spodbuditi, da, pogledate in sodelujete z nami. Jaz bi vas zdajle malo prebudila in bi vas prosila, da poskenirate kodo oziroma lahko tudi vpišete, zadevo na spletni strani, kot jo imate gor. Predvsem pa je to namenjeno temu, da se malo zamislimo. Projekt ozaveščanje namreč stopa kakšen korak nazaj od vsega, kar smo danes slišali. Želimo ozaveščati o tem, kaj učenje je, kaj vseživljenjsko učenje je. Tako da prosim, a smo že tukaj? Prosila bi vas, da ste brutalno iskreni, da se bomo imeli o čem pogovarjati, tako da gremo. A ste uspeli? Malo mi prikimajte, če ste noter. Ste? Dobro. Potem pa prosim naše tehnike in sodelavce, če lahko tole zaštartamo. Takole. Najprej vas bomo vprašali, koliko izobraževanj, formalnih ali neformalnih, ste se v lanskem letu udeležili. Pa nikar, ne poskušajte biti, boljši ali slabši od soseda, povejte čisto zares tako, kot je. Ponujamo vam 4 odgovore, se pravi, se ne udeležujem, ker znam že vse, lahko enega ali 2, 3 ali več, oziroma manj, kot bi si jih v resnici želeli. No. Se vidi, da smo med ljudmi, ki živijo v tem polju in delajo v tem polju. Se pravi,
Čudovito. Seveda sodelujete lahko tudi doma, a ne? Tako da stvari se dogajajo. Še kakšnih par sekund, potem pa bomo nadaljevali. Kot vidite tukaj, ne, je ta 3 ali več tisto, kar bi želeli, da dosežemo na nacionalni ravni. Se pravi, ne v tako izbrani družbi ljudi, ki temu posvečate veliko svojega časa, energije in znanja, ampak tudi pri vseh tistih ciljnih skupinah, na katere se bomo naslanjali skozi projekt. No, odlično, zdaj bi pa tukaj zaključili s temle in šli na naslednjega. In sicer vas sprašujemo, kaj je po vašem mnenju glavni stereotip v zvezi z izobraževanjem odraslih, ki bi ga bilo nujno razbiti? Prva beseda, prva zadeva, ki vam pade na pamet, če se da z eno besedo. Kaj je tisto, kar blokira, se pravi, izobraževanje odraslih, da bi se še bolj razcvetelo? Kaj je tisto, kar nas onemogoča na naši poti, da bi dosegli več ljudi, da bi večkrat posegli po izobraževanjih, da bi mogoče kakšno uro na raznih ekranih zamenjali za kakšno uro v izobraževanju? No, 100 ljudi, 100 odgovorov. Če jih nekaj povzamemo, starost prednjači, strah, čas, pomanjkanje časa, vmes se je pa pojavil tudi šef. Je res dolgočasno, tega ne rabim. Prepričanje, da ga ne rabimo, se pravi, prepozno, nedostopno, naporno. Torej, vse te stereotipe moramo premagati. Ta, recimo temu, projekt, ki je pa v resnici neka velika nacionalna kampanja, mora stopiti čez vse te meje, ki jih imamo v glavi, čez vse te zadeve, ki nam branijo, da bi prestopili tisto mejo, ki nam jo predstavlja naše udobje, seveda, ne. Se pravi, vsako učenje je tudi nekaj napora. Vidim, da vam zadeva kar dogaja, tako da bomo tudi tukajle zdajle zaključili. Vam bomo pa kaj na to temo poslali potem tudi po elektronski pošti. Evo, še eno vprašanje, preden nadaljujemo s predstavitvijo projekta, in sicer sprašujemo vas, če mogoče veste oziroma kakšen imate občutek, koliko pravnih oseb v Sloveniji je pravzaprav registriranih za izobraževanje odraslih. Gre za majčkeno provokativno vprašanje, ker ta projekt namreč naslavlja tudi vse nas, ki se na tak ali drugačen način srečujemo z izobraževanjem odraslih, ali sploh vemo drug za drugega. No, tudi tukaj so odgovori zelo razpršeni, zelo zanimivi, moram reči. A vam zaupam odgovor? Po se pravi podatkih iz Ajpesa, ki smo jih včeraj še zadnjič preverili, nas je takih, ki smo v Sloveniji registrirani za to dejavnost, več kot 3400. Tako, zdaj pa skočimo nazaj na projekt. Naredili smo eno ilustracijo tega, kako različno vidimo, kako različno razumemo tudi tisti, ki v tem delamo polje izobraževanja odraslih. Zato je ta projekt pravzaprav tako potreben, hkrati pa tudi precej zapleten. Torej, najprej zakaj? Namen tega projekta je okrepiti splošno zavedanje o pomenu učenja. Se pravi, najprej, da bi začeli večkrat in bolj aktivno razmišljati o tem, zakaj se učimo ali pa predvsem, zakaj se ne učimo, a ne? Vključiti, se pravi, izboljšati vključenost odraslih, seveda. O kompetencah in spretnostih smo danes veliko govorili in ta projekt si želi vse te zadeve, ki smo jih danes slišali od vseh govorcev, okrepiti in jih spraviti med ljudi. Potem želimo pospešiti odzivanje na spremembe v družbi, tudi o tem smo veliko danes slišali. In pa še enkrat poudarjam sodelovanje med izvajalci izobraževanja odraslih na nacionalni in lokalni ravni, se pravi med resorji, v vladnem in v nevladnem sektorju. Želimo pripeljati
več sodelovanja tudi z gospodarstvom, z vsemi deležniki in partnerji. S projektom želimo iz nacionalne ravni se stopiti na regionalno, lokalno in še nižje do končnih uporabnikov. Tako da tukaj smo zdaj se seznanili s ključnimi nameni, ki pa v bistvu zasledujejo 3 take velike in tudi visoko doneče cilje. Gre za eno malenkost, kot je spreminjanje učne kulture v Sloveniji, a ne? In pa zato, da bi uveljavili neke nove oblike dogodkov, da bi tisti odgovor od prej, kjer smo napisali, da je učenje dolgočasno, lahko tudi mogoče pripeljali kaj novega. In predvsem ta projekt, ki ga financirata Evropska unija in pa Republika Slovenija, omogoča, da lahko na nacionalni ravni naredimo en preboj z velikimi kampanjami, ker temu namenja precej sredstev, kot vam bom kasneje povedala. Torej, še eden od ciljev pa je seveda krepiti prepoznavnost, pomen in ugled vseživljenjskega učenja. To je neka rdeča nit, ki se vleče skozi celotno zgodbo. Za koga pravzaprav to delamo? Kot sem že rekla, delamo to za vse odrasle v Sloveniji, se pravi, da bi prav vsakdo na vsaki ravni, ne glede kdo je, kaj je in od kod prihaja, kakšno izobrazbeno raven ima, da bi zmogel in narediti ta preboj in večkrat razmišljati o tem, kako se učiti, kje se učiti, kdaj se učiti. Poseben poudarek pa bomo dajali ranljivim skupinam. Vemo, da je skupina Vsi odrasli prevelika in se bomo v bistvu osredotočali na vse te skupine, ki so bile danes že velikokrat omenjene. Na eni strani so to starejši, na drugi strani so to mlajši, nižje izobraženi. Imamo veliko migrantov in priseljencev, kot smo lahko razbrali iz prejšnjega prispevka. Skratka, gre za zgodbo, ki bo se dotikala tudi teh skupin s specifičnimi tehnikami, načini pristopov do njih. Tretja skupina ste pa pravzaprav vsi vi. Najprej izobraževalci odraslih, potem pa tudi vsi, ki ste s tem poljem tako ali drugače povezani. Danes smo lepo videli, kako se prepletajo naši interesi, naše želje, naše sposobnosti. Se pravi, če bomo lahko bolj aktivno povezali zadeve, bomo zagotovo tudi bolj uspešni. In tukaj si želimo sodelovanja tako s poljem izobraževalcev, kot tudi z gospodarstvom. Tako, zdaj pa kako smo si projekt zastavili, kako želimo do vseh teh ciljev priti. Preden vam bom bolj natančno povedala, kje smo in kaj delamo, bi še enkrat želela, da potegnete ven telefone, pa še malo bi se pogovarjali o tem, tokrat bolj o načinih ozaveščanja, kje smo pa pri tem. Se pravi, mi smo si zastavili 5 modulov: komunikacijski modul, medijske kampanje, spletni portal, mrežo koordinatorjev vseživljenjskega učenja in pa različne oblike novih dogodkov. Kaj pa so vaše ideje? Ja, tole rabimo. Imate? Lahko vprašamo? Ste že noter? Majčkeno bomo še tehniko počakali, potem pa bomo odgovorili še na 3 vprašanja. Kmalu pa sledi kava. Ja. Torej, kaj je po vašem mnenju glavni izziv na področju promocije izobraževanj? Kaj je tisto, kar nam onemogoča, da bi lahko bili bolj aktivni, proaktivni, bolj uspešni, bolj vidni, bolje obiskani? Kaj je razdrobljenost, sodelovanje, bolj centralno informiranje, razumljivost promocije, osveščanje, ozaveščanje, marketinško znanje nam manjka, res je tudi to. Potem izvirnost, dostopnost, raznolike ciljne skupine imamo, tudi to je vse res. Medijski prodor, pozitivna podoba področja. Kombinacija medijev, priti do vseh ljudi, privlačnost, kako do neprepričanih. Na vse to iščemo odgovore in upamo, da bomo lahko dejansko vsaj nekaj tega tudi dosegli.
Zdaj bomo šli pa še na naslednje vprašanje, prosim. Ko pomislite na izobraževanje, kaj je prva zadeva, prvi simbol, prvi predmet, ki vam pade na pamet? Kaj za vas ilustrira izobraževanje odraslih? Žoga. Ta je težka, ne? Tabla, sova, knjiga, računalnik, drevo, siva sova, svinčnik, ključ, skupina kava, ja, kava, potem kemični svinčnik, traktor in računalnik. Tako, gremo izven okvirov. Knjiga prevladuje, sova, veselje, narava, krog, zapiski, hočem biti. Vesolje, zvezda, svet. Hvala lepa za vse te namige. Kmalu vam bomo razkrili novo celostno grafično podobo projekta in upamo, da bomo tudi nekaj vaših idej lahko uresničili. Zdaj pa še eno vprašanje, še zadnje vprašanje. Kateri mesec je tisti, ko bi po vašem mnenju morali največ naporov vložiti v promocijo za vpis v vse vaše projekte? No, a se lahko prosim poenotiti? No, zagotovo tega ne bomo delali junija in julija. September je tisti, ki se vam zdi najbolj smiseln mesec, ker sledijo glavni vpisi seveda v oktobru. Lahko vam povem, da vsekakor v naslednjih letih nameravamo ključno nacionalno medijsko kampanjo izpeljati v tem prvem jesenskem mesecu in upamo, da boste od tega imeli koristi pravzaprav čisto vsi. Tako, zdaj pa še o tem, kje smo v tem projektu. Tako da vas prosim, če mi date nazaj prezentacijo. Torej, finančna sredstva so bila pridobljena, projekt financirata, kot je že rečeno, Republika Slovenija in Evropska unija v neverjetni višini 5,7 milijonov evrov. Projekt teče od konca lanskega leta in se bo zaključil, tako kot večina, 31. 10. 2028. V tem času bomo naredili kar nekaj korakov, ki vam jih bom zdajle predstavila. Naj vam povem še, da smo pogodbo podpisali v februarju 2024, da je ekipa izbrana, poleg mene na projektu delajo 4 nove sile, predvsem pa imamo tukaj podporo celotnega Andragoškega centra, aktivno pa v zgodbi sodeluje celotno središče, promocijsko in informacijsko središče Andragoškega centra. Zdaj pa še malo bolj podrobno v tele module, ki sem jih prejle omenila. In sicer pri komunikacijskem modulu, to veste, je zelo pomembna zadeva. In sicer tukaj le postavljamo temelje te fantastične zgodbe. V resnici je tukaj modul, kjer postavljamo celostno grafično podobo, komunikacijsko strategijo, letne komunikacijske načrte in tukaj sodelujemo z zunanjimi partnerji in smo v fazi zaključka javnega naročila, kjer bomo v kratkem podpisali pogodbo in vam res lahko predstavili, kako bo ta projekt izgledal navzven. Do takrat se potem sledi zakup medijskega prostora, tako da bomo nekaj teh vaših želja in idej, ki ste jih prej lansirali preko Mentimetra, lahko tudi dejansko uresničili. Se pravi, medijska kampanja bo, in sicer to je zdaj ta drugi modul, a ne? V letošnjem letu bo namenjen vsem odraslim. Se pravi, predstavili bomo projekt in 14 dni v jesenskem času izvedli medijsko kampanjo, ki bo pravzaprav prava invazija do vas in do vseh. Bomo pristopali preko vseh kanalov, tako televizije, radija, tiskanih in spletnih medijev, jumbo plakatov. In potem bo z nekaj sreče tako dejansko vsako leto do leta 2028, ko pa bomo malo več pozornosti vsako leto namenili eni od ciljnih skupin, ki smo jih prej omenili. Seveda pa vsa ta zadeva mora nekam peljati in peljala bo na nov spletni portal.
spletni portal, trenutno poteka analiza stanja na tem področju, in sicer v skupini notranjih in zunanjih evalvatorjev. Priprava specifikacij za javno naročilo in računamo in upamo, da bomo v jesenskem času predstavili nov portal, ki bo neko zbirališče vseh relevantnih informacij za vse ljudi, ki iščejo nova znanja. Tja jih bomo pa tudi vabili, kot rečeno, z vseh mogočih koncev. Zdaj pa še majčkeno bolj podrobno dve zadevi, ki bolj aktivno vključujejo tudi vas in kjer resnično pričakujemo vašo podporo in pomoč, da ko boste dobili od nas kaj malega za postoriti, da ne boste samo zavili z očmi, ker vsi vemo, da smo vsi zelo obremenjeni. Torej, gre za oblikovanje regijske mreže koordinatorjev. Na ACS verjamemo, da smo lahko v tem projektu uspešni samo, če prodremo globlje in bližje ljudem. In sicer to lahko storimo samo preko vas, ki, kot smo slišali, imate nekateri več kot 100-letne izkušnje, bogate povezave. Skratka, zmorete in znate priti do ljudi. Ta mreža sestavljajo 12 koordinatorjev, nekateri že veste, pravkar je odprto javno naročilo. Vabimo vas, da se nam pridružite. V vsaki statistični regiji bomo izbrali enega partnerja, ki bo potem povezal partnerje okrog po celi regiji, da bomo hkrati in enakomerno lahko lansirali informacije do vseh uporabnikov. Vseh teh 12 ljudi bomo tudi redno usposabljali. Na Andragoškem centru bomo za vas pripravili 2-krat letno izobraževanja in seveda boste za svoje delo tudi plačani. Kot vidite, je to 1200 € mesečno do 31. oktobra 2028. O tem, kaj bodo vsi ti koordinatorji delali, ste si verjetno že malo čez mojo ramo prebrali. Predvsem bo njihova naloga mrežiti in lansirati informacije ter podpirati projekt na različne načine v skladu s komunikacijsko strategijo, ki jo pripravljamo. In še aktivnost 5. Tukajle pa pripravljamo in boste pripravljali tudi vi različne koordinirane dogodke po vsej Sloveniji. V celotnem obdobju projekta jih bo 50. To pomeni, da bomo prišli v različne kraje in na različne načine. Zdaj najprej bi želela, da si za letošnjo jesen obkrožite ta 2 datuma, ki sta tukajle gor. To je 24. september, ko bomo lansirali projekt z njegovo celostno grafično podobo in vam predstavili kakšen drugačen pristop do tega, kako lahko tudi organiziramo dogodke. In pa 29. november, ko bomo izvedli prenovljena priznanja Andragoškega centra Slovenije, kjer pripravljamo nov model, in sicer glasovanje po regijah, izbiro regijskih dobitnikov priznanj in potem vox populi glasovanje za državnega največjega najzgodbo v izobraževanju odraslih. Kako pa potem naprej? Vsako leto poleg 2 dogodkov, ki jih bomo pripravili in v celoti lansirali na Andragoškem centru, vabimo vse vas k sodelovanju. Javno povabilo bo izdano, kjer boste lahko se prijavili svoj dogodek, svojo idejo in mi vam jo bomo pomagali realizirati. Predvsem pa bomo za to tudi namenili sredstva, se pravi, te dogodke želimo podpreti finančno, zato da boste lahko uresničili tiste zadeve, ki jih doslej zaradi pomanjkanja sredstev, pa tudi brez medijske podpore, niste znali ali zmogli uresničiti. Tako, zdaj pa samo še eno vprašanje imam za vas, preden vas spustim na odmor, a ne, Zvonka? Ja. In sicer takole, ali res lahko vplivamo na spremembo učne kulture v Sloveniji, je moje vprašanje za vse vas, pa ne pričakujem odgovora, ampak mogoče zgolj razmislek. Na eni strani imate tiste pregovore, ki nam odzvanjajo v naših glavah še od naših babic, našo dediščino, na katero smo seveda ponosni in to upravičeno ponosni, pa vendar mogoče je čas za razmislek, da bi se premaknili na drugo stran tega kroga. Se pravi, kar se Janez zdaj nauči, to Janez zna, kdor se neha učiti, je star.
Uči se, da ti ne bo treba delati v kdor se učenju posveča, se iz dneva v dan veča. Ali pa to, da vsaka šola nekaj stane, kar je seveda res, ampak učenje je odkrivanje, da je nekaj mogoče. Predvsem pa znanje je moč. Takole, zdaj pa čisto zares zaključujem s tole resno temo, ki vam je, vidim, dala misliti. Jaz bi vas želela še povabiti k temu, da vse prepričamo o tem, da je vsako znanje koristno. Zato bi vas tudi danes radi nekaj naučili in ker se zdajle odpravljamo na odmor, bomo eno znanje direktno uporabili v praksi in sicer dobro je vedeti, a ne? Vsi poznate te piškote, ki so za mano, a ne? Ne vem pa, če veste, katerega se najbolj splača vzeti v roke in ker čokolade ni nikoli preveč, vam je zdaj jasno, katera oblika piškota prinaša največ čokoladnega preliva. Tisti, ki ste na dieti, pa tudi veste, po čem poseči zdajle med kavo. Hvala lepa za vašo pozornost in upam, da se bomo danes še veliko naučili.